Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Evo, še nekaj dni in z marsikom od vas se bomo videli v živo. Govorim seveda o sejmu Altermed, ki se bo zgodil tale vikend in prav veselim se vsega tega dogajanja. In če boste tja prišli tudi vi, se veste v Celju, kje pa druge, petek, sobota in nedelja, le pocukajte nas za rokav, pa bomo malce poklepetali in se imeli še kako lepo. Sicer pa v petek se bo zgodilo tudi tisto predavanje Matjaža Obranoviča in nekaj mest je še prostih, tako da se lahko prijavite. Sicer pa več informacij tudi na www.klepetobkavi.si oziroma na našem Facebook profilu Klepet ob kavi. Najdete pa nas tudi na drugem Facebook profilu Namigi za srečo in zdravje, tako da ni da ni. No, danes pa nadvse zanimiva tematika. Kaj je pravzaprav intuicija? Kako uporabljati intuicijo? V naši oddaji velikokrat govorimo o tem, ne zaupaj svojim občutkom, kaj ti govori intuicija, to je tisto pravo, ampak kaj je intuicija in kateri so tisti triki, da jo malo natreniramo, ne, v tem smislu, da jo bomo začeli bolje uporabljati. In za dan žena, glede na to, da to zanima v večji meri bolj ženske kot moške, posebno darilo za vas. V svojo družbo sem namreč povabila Harisa Manoviča iz Hiše radosti in Andrejo Novak. Oba dva imata kar odlično natrenirano intuicijo in vse te trike, ki ste jih leta in leta nabirala, preizkušala, bosta danes delila z vami. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Lepo pozdravljena. Preden začnemo govoriti o intuiciji in o tem, kaj se mora zgoditi, da jo sploh lahko začnemo uporabljati. Haris, kaj bi ti rekel, kaj pravzaprav je intuicija? Je to nek ta šesti čut, ko včasih govorimo o tem? Intuicija je sposobnost bolj subtilnega zaznavanja. Aha. Mi, na primer, v življenju večina ljudi uporablja osnovne čute, nasploh življenje si predstavljamo bolj vizualno, pa verbalno. V bistvu, ko spoznamo življenje, pa spoznamo, da je življenje dosti več kot verbalno in vizualno. Ne dogaja se samo to, kar vidimo ali pa slišimo, pa še kakšna stvar zraven, ampak življenje je dejansko energija, ogromno se dogaja v vsakem trenutku. In ko se odpremo subtilnim zaznavam, se dejansko odpremo obilju življenja. Jaz, na primer, približno 5 let učim ljudi intuicijo oziroma jih usmerjam v intuicijo. In ljudem se recimo v 3 letih se zgodilo več kot v 30 letih, ker se odpreš temu, da se ti ogromno začne dogajati v življenju oziroma sploh opažaš, kaj je to življenje in je to dejansko polnost življenja, intuicija in zame dejansko osnovna stvar. V življenju brez intuicije, kot da sploh ne živiš ali pa kot da te ni, ker življenje ni niti približno samo vizualno ali pa samo besedno, dogaja se vedno ogromno več. Ampak bi lahko rekel, zdaj, če izhajamo iz osnovnih čutov, je zate intuicija kot eno izmed čutil, kot vid, sluh, se ti zdi, da ga daješ v isti vrednostni sistem ali celo v večji vrednosti, višji vrednostni sistem? Če bi omejil intuicijo kot samo en čut, bi jo omejil. Intuicija je neko življenje, v bistvu sobivanje z vsem, to, da si dovoliš biti energija, da si dovoliš biti prostor, da skupaj s telesom si dovoliš živeti, je dejansko intuicija, da se sploh odpreš energiji in bivanju. Ni samo čut, ni samo element komunikacije z zunanjim svetom, ampak si dejansko zunanji svet oziroma si življenje skupaj s telesom. Andreja, kakšna je pa tvoja definicija intuicije za take, ki so frišni? V bistvu se čisto strinjam s Harisom, zelo tak, ampak pri nas zelo matematično to razložim, ker vsak ima v sebi že intuicijo in na en način eden ima dobro poslovno, drug ima dobro za odnose. Vsak ima v sebi en talent, ki je kot ena vrsta intuicija. Imamo v bistvu, tako kot mi gledamo neko društvo čez čakre in to intuicijo, so v bistvu kot nadgradnja čutil. Se pravi, mi z intuicijo lahko dobro slišimo, bolje vidimo, bolje čutimo. Kot recimo mi dve se tu sedimo, se vidimo, ampak z intuicijo sva tudi nekako drugače povezane. Vemo, ali bomo se grizle. Nevidne nitke med nami. Tako je, in pa točno veš, ta oseba ti je naklonjena, drugače deluješ z njo. In zares imamo vsi to vse, ampak smo nekako postali robotski čez življenje, ne ukvarjamo se s tem. Zato mi je všeč, da so tvoje oddaje temu namenjene, ker
s temi pogovori se pa človek vsak zase začne spraševati, kje imam jaz dobro intuicijo. Ker recimo poslovneži imajo, v Ameriki se reče gut feeling, se pravi intuicijo iz popka. Točno ve, kjer posel bo šel, kjer bo šel dober. Potem je za mene, recimo je pa pomembna, moja osebna, najvišja intuicija iz višine recimo duše. Da pozabiš na svoje v bistvu nižje dele in da z intuicijo svetlobe slediš enemu poslanstvu. Kaj je bistvena stvar, ki se mora zgoditi ali oditi, zato da začnemo uporabljati to intuicijo, da ji dovolimo, da živi, kot praviš? Ja. Ena od osnovnih stvari, kar vam jaz izkušnje, je, da umirimo svoje možgane, da umirimo svoj da nam neha delati kot traktor, kot ga uporablja večina ljudi, ko samo premlevajo informacije. Večina ljudi si zmanjša življenje, neko je v premlevanju, analizi informacij in dejansko smo računalnik, namesto da zaživimo skupaj s življenjem. Druga stvar je pa, da si s telesom dovolimo biti energija, da sprostimo telo, ker mi, ko smo toliko v računalniku, ko smo toliko v analizi, telo neko spi, je umirjeno in nismo energija skupaj s življenjem, bolj se lahko odpremo plesu skupaj s življenjem, bolj v življenju, s tem se tudi razum oziroma možgani ugasnejo ali pa zmanjša se to delovanje, da so možgani vir informacij. Vemo tudi, ko telovadimo ali pa ko gremo v naravo, se umiri in če znamo v svojem vsakodnevnem življenju dejansko iti iz tega, da smo energija in da smo manj možgani, začnemo bivati skupaj z energijo in to je odpiranje subtilnim zaznavam, v bistvu, da skupaj z vsem začnemo živeti in uživati v življenju. Dobar, ne? Ja. Ampak, katere so pa tiste, recimo, tehnike, metode? Dobro, Andreja, pri tebi je jasno, ti imaš izjemno zanimivo zgodbo, ki je napisana tudi v knjigi Reci življenju ja, ne? Tebi je bilo to že kar precej v zibko položeno, enim bolj, drugim manj, ampak katere so tiste stvari, s katerimi si ti zbrusla to intuicijo? V bistvu z spoznavanjem sebe. To, kar je Haris povedal, se čisto 100% strinjam. Edino pri Štajercih je to, da moramo dati še posebej ego na stran. Se pravi, nižjo osebnost moramo nekako, pri nam se zdi, da to je pač tako in se ne vprašaš, a je to res, ali imam prav, zdaj še kje drugje, nismo sam Štajerci takšni. Ampak v osnovi, da svojo osebnost spoznavaš tako močno, da nekako nisi več osebno. Se pravi, da dovoliš intuiciji, da z njo rasteš in da nisi prepričan, aha, jaz sem tak pa tak in pika. Se pravi, da se odpiraš spremembam v sebi in to piljenje se še dogaja. To je v bistvu edino, kar zares jaz osebno počnem. Ampak kakšen bo rekel, ne? Se pravi, dovoliš intuiciji, da začne. A ste lahko bolj konkretna? Se pravi, ko dobiš misel, poklič tega, dvignem telefon in ga pokličem. Good enough, good enough. Ljudje, na primer, mislijo, da je intuicija nekaj kompliciranega in mislimo, da se to rabimo naučiti. Dejansko jo pa vse skozi uporabljamo že celo življenje in je fajn, da to ozavestimo, nasploh pa še bolj zavestno začnemo to prakticirati. Se pravi, da ji zaupamo. Ja, ampak tisto, kar vadiš, kar prakticiraš v svojem vsakodnevnem življenju, tisto ti raste. In če smo skozi življenje dosti prakticirali to omejeno razmišljanje in možgansko delovanje in določene navade v življenju in rutino, bo vedno več tega. Če pa pustimo malo to ob strani in se zazremo proti svojemu telesu, proti prostoru, proti energiji, lahko tudi zamižimo, dostikrat pomaga, da zamižimo in začenjamo dejansko zaznavati bolj življenje ali pa kaj je to sploh življenje, se nam to začne dejansko dogajati vedno bolj. In jaz, na primer, 5 let približno že učim ljudi intuicije in na seminarjih, na vikend seminarjih, na delavnicah se je zgodilo to, da v enem vikendu se 97% ljudi v bistvu odpre temu, kar dejansko prakticiramo že celo življenje in sploh ni toliko preprosto. Je pa res, da spet taki ljudje, ki jih to zanima, tudi pridejo na delavnice. Ja, jaz moram reči, da sem tukaj in da
sem skoraj izgubila življenje zaradi tega, ker nisem poslušala intuicije. Dobila sem zelo močno sporočilo, ne iti po tej poti domov. Imela sem namreč dve možnosti, ne iti po tej, oziroma pojdi po tej, in sem na glas rekla, zdaj grem pa probat po tej poti, pa da vidim, kaj bo, če ne poslušam tega. In dejansko sem imela zelo hudo prometno nesrečo, v kateri sem sicer samo jaz udeležena, ampak ja, potem sem rekla, mislim, da bo kar v redu, da jaz začnem poslušati te občutke. Pa vedno je prva misel tista, pardon, kako sem kar skočila. Odlično. Prva misel je tista, ki je intuitivna, ne? Ker pol mi začnemo vklapljati drugo, razum in začnemo sami sebe preprečevati, tehtati. Tu terapevtiko delamo, ne, prva intuicija, prva misel, ki pride z določeno stvarjo, je običajno čista ta prava. In pol moraš razgraditi, ali je to pravo, ali vse, kar naknadno dodaš, je v bistvu ki hoče nekaj opravičiti. Ampak dobro, še vse, rekla sta, da je intuicija nekaj zelo preprostega. Ampak še vse, če pogledamo, se pravi, ego je treba dati na stran, je treba dati na stran, okolje, pa vse, kar se tam dogaja, je treba biti na stran. A lahko podate kakšno konkretno domačo nalogo? Ja, ena od stvari je to, da se ne definiraš z ničemer, da ne misliš, da si karkoli, sploh ločenega od česarkoli. Druga stvar je, da ne ločuješ v življenju na prav, narobe, pa dobro in slabo, ali pa negativno in pozitivno, ker to ti dejansko omejuje intuicijo, ker že v štartu si eno veliko sito in nikamor ne prideš. Preprosto življenje je energija, vse je energija, ni nobene ločnosti od ničesar in s tem se ti odpre. Govoriš o tem, da se poistovetimo s svojimi vlogami. Se pravi, neka ženska ima vlogo, da je mama in misli, da je mama in samo mama. Govoriš o tem ali pa samo gospodinja? Ne samo vloga, vse, kar mislimo, da smo dejansko, v bistvu vse, kar misliš, da si, te odvrača od polnosti življenja. Preprosto nič nisi in si hkrati vse ni ločnost in uživaš skupaj življenjem in tukaj se ti odpre še toliko bolj intuicija. Karkoli misliš, da si, pa da moraš biti, pa zakaj, pa plus, pa minus, pa prav in narobe, si kalkulacija. In nisi prostor, nisi življenje. Se pravi, da si ljudje napišejo vse, kar mislijo, da so, pa vse, kar mislijo, da niso, pa to zažgejo, pa rečejo, nič od tega ni. Lahko preprosto si zamižiš, pa dovoliš si biti nič. Dovoliš si biti nič, v praznino se pravi. Od tega bežimo celo življenje, kar je dejansko začetek življenja in svoboda in življenje, da si dovoliš biti nič. Da si dovoliš tudi nič ne vedeti. Mi, na primer, celo življenje se trudimo čim več stvari vedeti, mislimo, da več, ko vemo, boljši smo in nabiramo podatke. Dovoliš si nič ne vedeti, nič ne vem, nič sem in s tem si odpreš dejansko to, da si vse in da vse veš. Andreja, konkretno, kakšna vaja? V bistvu jaz imam rada, jaz se z veseljem živim, zato mi je všeč, če intuicija lahko pri začetnikih mogoče spodbudimo na način, da si vsak dan izpomniš prvo misel, ki ti pride recimo na temo karkoli, ali bi šel tja na izlet, ali bi šel, ali koga poklical. Prva misel, ena misel na dan, ki pride, ki je čisto nenavadna, neobičajna in jo izpolniš. Kaj pa, če je moja misel, dost imam vsega, grem v Pragost, spakiram kufre in grem. To ne moraš narediti v enem dnevu. Kar lahko, recimo, take male stvari. Kar lahko narediš v enem dnevu. Se pravi, dost imam vsega, se usedeš na kolo in se odpelješ. Tak sistem, ne da zažgeš hišo in greš. To ne priporočam. Odlično. Še en predlog za izboljšanje intuicije je, da čez cel dan čim bolj doživljate stvari. Da jih ne analiziramo, pa ločujemo, pa sodimo, ampak da v bistvu vsak trenutek čim bolj doživimo, s tem dejansko začnemo živeti intuicijo. Se pravi, nič obsojati, ta je pa čudak ali pa ne, karkoli, ampak sam doživiš. Energijsko doživljaš stvari v bistvu. Vse je energija in da si prisoten v sedanjosti, v prostoru in doživljaš stvari. Tudi vsega, česar se dotakneš, ali pa kar okušaš, kar piješ. Mi ogromno stvari mislimo, da je mrtvo, dejansko je pa vse živo in vse energija. In daš si lahko v dlan kakšno stvar, kamen, suh list in zaznavaš ogromno življenja v njemu, ker je dejansko vse energija. Vse so atomi, molekule in vse energija. Eno predpostavko. Ljudje imamo precej zaprto ažno čakro, kjer je sedež intuicije. In eden od razlogov, kar sem brala, je bil tudi ta, da so pri ženskah recimo, da so nas kar precej na grmadah zažigali in da je bilo nevarno uporabljati intuicijo in zaradi tega imamo tudi zdaj bolj zaprto tretje oko.
kaj bi rekla na to hipotezo? Je res, v bistvu imamo noter karmične zapise, strahove pred tem, da uporabljamo svojo intuicijo, strah te uporabljati svoje talente, ker si že bil nekako zažgan za njih. Edino popravila bi te mogoče to, ažna čakra je bolj za fokus, za posel, čelna čakra je pa za intuicijo, kjer so naši možgani, to so, ne veste, mislim, ni splošno znano, ampak čelna čakra so možgani, kjer je noter pinealna žleza v središču in zraven je ta pražleza amigdala, kjer so vsi zapisi od pračloveka naprej. Se pravi, mi imamo skladišče, intuicija, pobeg, osnovne intuicije avtomatsko uporabljamo, osnovne nagibe. Tako da z meditacijo, z poglabljanjem vase, s poznavanjem sebe in vsem, kar je Haris rekel, na ta način zares. Haris, je mogoče eden izmed razlogov, zakaj ne uporabljamo tukaj intuicijo in ne sledimo občutkom zaradi tega, ker je naš sistem, naša družba pravzaprav zgrajena na tem, da je verodostojno samo tisto, kar lahko izmerimo. V kilogramih, kubikih, decimetrih, centimetrih in tako naprej. Zelo smo obsedeni, se mi zdi, da z to merljivostjo in znanstvenimi dokazi, ki temeljijo na tem. Ne glede na to, kakšna je družba in kaj dela večina ljudi, je stvar posameznika, kaj bo živel. In je izbira, vsakodnevna izbira posameznika, kaj si bo izbiral, kaj bo prakticiral v svojem življenju. In nekako, če smo v zadnjih desetletjih, vsak zase ali pa gledalci, probali ali pa izkusili to, kar smo do zdaj živeli, zdaj lahko izkušamo še nekaj novega, že zato, ker je novo in drugačno in ne rabimo več izbirati življenja, ki ga živi večina ljudi. Ne rabimo biti toliko več robotizirani, ampak lahko v bistvu stopimo ven iz robotov, iz avtomatizma, iz tirnic, iz struge in začneš vsak zase, posameznik, raziskovati svoje življenje in to dejansko, da sploh začneš živeti, ker je življenje neskončno raziskovanje. To, da živiš eno in isto življenje, je res nesmiselno. Zanimivo. No, na naši spletni strani www.klepetobkavi.si lahko najdete kup takih in drugačnih nasvetov, ki vam bo vsekakor pomagali na tej poti in tudi naša naloga in poslanstvo je, da vam predstavimo takšne in drugačne različne poti do zdravja, sreče in zadovoljstva. Ampak to ne pomeni, da bomo mi to prehodili za vas. To pa je seveda vaša naloga, da vi to sami prehodite. Evo, 30-sekundni nasvet za gledalca, gledalko, ki tale trenutek gleda, kako najhitreje prideti v stik s sabo, da lahko začneš uporabljati intuicijo. Najprej, Andreja. Skleneš dlani, se dotakneš srca, zapreš oči in začutiš, kaj si. Zanimivo, tudi še prej, kot v 30-ih. 30 sekund bi izkoristil za to, da privabim gledalce, da nehajo biti v svoji zmedi v življenju, da si vse priznajo, nehajo biti v nekih dramah, v izgovorih, nehajo dajati na stvari dodatno težo in pomembnost in da si dovolijo doživljati stvari samo take, kot so, brez odnosa do situacije, da postanejo situacija, telo, življenje. Mi, na primer, v svojem vsakodnevnem življenju imamo odnos do telesa, do sebe, do življenja, do države, do človeštva in rabimo nobenega odnosa, ampak to začeti že enkrat uporabiti in živeti in biti ta prostor. 30 sekund. Odlično, evo, sam še tole vprašanje. Nekje sem enkrat prebrala en stavek, pa ne, mogoče je bil celo v tvoji knjigi. Kje se končaš in kje se začneš? Ti, kot oseba. Dejansko ni odgovora na to. Ne? Neskončnost. Nismo časovno sploh toliko opredeljeni, kot mislimo, to, kar mislimo, da je življenje kot časovno opredeljeno, to ni res, oziroma čas je mogoče iluzija. Čas je iluzija, ampak tale trenutek pa nas vendarle preganja. Hvala lepa obema, da sta podala vse te informacije in krasno, krasno. Takole, vi pa, spoštovani gledalci in gledalke, jaz upam, da se vidimo tudi na prihajajočem sejmu Altermed. Tam bo seveda tudi stojnica oziroma razstavni prostor Klepeta ob kavi, tudi kavč bo tam, pa mečkeno kuhinje, tako da bomo lahko malce poklepetali, se skupaj poveselili in seveda tam boste našli še in še zanimivih ljudi in zanimivih poti do sreče, zdravja, veselja in vsega tistega, kar si želite. Ampak se veste, to vse morate pa sami potem prehoditi. Naj vam bo svet lep!